Spoštovane, spoštovani, prav lep dober večer. Miklavžev večer na Slovenski matici. To naj bo dar slovenskemu jeziku, slovenski knjigi, slovenski besedi, kar je nenazadnje poslanstvo Slovenske matice na ta praznični večer. Danes je z nami pisateljica Mateja Gombolc, ki piše tako za mlade kot za odrasle. Doslej je izdala 4 dela za odrasle, in sicer 2 romana, Dantejeva hiša in Gorica, ki je bil zelo odmeven, in pa tudi zdaj z novo izdajo kratkih zgodb pod naslovom Zavladati vetru. Ima v svoji bibliografiji odslej tudi 2 zbirki kratke proze. Delo Zavladati vetru je izšlo v Knezovi knjižnici. Knezova knjižnica je posebna zbirka Slovenske matice, stara, kakor je stara ta ustanova. Bila je ustanovljena konec 19. stoletja in ime nosi po danes že pozabljenem podjetniku Antonu Knezu, ki je predvidoma zaradi nesrečne ljubezni naredil pri 30 že samomor, hkrati pa je še v svoji oporoki zapisal, da vse svoje premoženje daruje za slovensko knjigo, za Slovensko matico, ki naj ustanovi Knezovo fundacijo in tako naredi poklon slovenskemu jeziku. Knezova knjižnica je živela kar nekaj časa. Naj predvsem poudarim, da je to zbirka, v kateri je največ objavljal naš pisatelj Ivan Cankar, v obdobju, ko je bil predsednik Slovenske matice njegov profesor na realki Fran Levec, ki ga lahko zremo tudi z Groharjevega portreta tukaj v naši dvorani. Zakaj poudarjam vse te zgodbe o Knezovi knjižnici in to zgodovino? Zato, ker je kar nekaj povezav z današnjo knjigo. Prvič govori o tem, kako dragocena je pravzaprav tradicija Slovenske matice, ki sega vse tja v 4. februar 1864, torej s tem obeležujemo letošnjo slovesnost 160-letnico Slovenske matice. Hkrati poudarjam to tudi zato, ker hočem izpričati, kako zelo pomembni so naši pedagogi, učitelji, duhovni učitelji našega življenja. Nenazadnje je današnja avtorica profesorica Mateja Gombolc, torej profesorica na Škofijski klasični gimnaziji in tudi ena tistih, ki na enak način kot nekoč Levec danes vzgaja bodoče slovenske literarne talente. V tem je še prav velika posebnost današnjega srečanja tukaj in naj se zdaj seveda obrnem k današnji knjigi, k današnji avtorici. Ob tem pa še povem, da Knezova knjižnica dolgo časa ni živela, nazadnje je šlo Krajčevo delo leta 1935 in potem se je v nas leta 2021 utrnila misel, da pravzaprav sekamo svoje korenine s tem, ko pozabljamo na velike, pomembne osebnosti, ki so podpirali slovensko kulturo, slovenski jezik in slovensko knjigo. In tako smo to zbirko z romanom Skrine sneg Miklavža Komelja obnovili. Pred izdajo zbirke kratkih zgodb Zavladati vetru je v tej zbirki izšel roman zelo odmeven Nataše Konsler Rencuti Senca brez človeka. Tik za to knjigo pa zbirka esejev Draga Jančarja Zakaj pisati. To je ugledna verika avtorjev in seveda
piscev, pisateljev, premišljevalcev slovenske literature, slovenske besede, v katero se zdaj kot prav poseben člen vpenja tudi Mateja Gomboc. In draga, spoštovana Mateja Gomboc, dobrodošla v matični družini avtorja. Hvala za tako čudovit slovesen uvod, ki hkrati tudi mene, lahko rečem, dela slovesno in me napolnjuje s občutkom neverjetne hvaležnosti, da smem biti v tem knezovem društvu in da sledi moja knjiga tako velikim imenom, o katerih pravzaprav jaz učim v srednji šoli. Poučujem o zbirki Miška Kranjca, učim o Cankarjevem Martinu Kačurju, kar je vse šlo pri Knezovi knjižnici in mi je res v veliko čast, da smem biti tudi jaz del tega druženja in te poti pravzaprav. In da smem biti ravno pri 160-letnici Slovenske matice zraven. Tudi nam je to v veliko čast. Seveda naj morda celo poudarim, da je Slovenska matica, kot lahko vidite iz portretov, ki nas opazujejo tukaj iz stene te naše slavnostne dvorane, pravzaprav skozi zgodovino, če pogledamo tudi njene prva potrdila o članstvu, pravzaprav med sebe sprejemala bolj ali manj samo moške člane, doslej imela samo moške predsednike in zdaj je avtorica, ki hkrati ne samo seveda, da se vpisuje v to obsežno kategorijo moških pisateljev, ampak hkrati seveda tudi avtorica, ki v tej svoji zbirki Zavladati vetru naredi poklon pravzaprav ženski. Ne ženski pisavi, kot je danes pogosto seveda izpostavljeno, da je to nekaj prav posebnega, nekaj drugačnega, nekaj vrednega, kar bi moralo v okviru kvot biti tudi povsem enakovredno z moškimi avtorji vključena v naša literarna berila in seveda učbenike, pač pa poklon ženski zato, ker jo pokaže v vsej njeni panorami čustev, vsem diapazonu mišljenja, razmišljanja, tako bolečine kot samote, tako seveda ljubezni kot razočaranja, tako zdrsov, kot seveda nekega veselja in zanosa. Odkot, draga Mateja, vse te zgodbe, vsi ti prizori, ki se na nek način skozi kratke zgodbe nizajo iz življenja žensk v tej knjigi? Ja, namreč, da pojasnim, v zbirki so čisto v vseh zgodbah protagonistke ženske. In to, kar si rekla, mi da se tikava, ker sva prijateljici, tako da mi boste presenečeni. Torej, te zgodbe, si prav rekla, da ni tukaj ženskega mola, recimo, ampak je pravzaprav ta pristop k liku ženske zelo različen v zgodbah, zelo različne so te ženske, v različnih časovnih obdobjih živijo, iz različnih krajev so, zelo različne starosti so, kajti zgodbe se začnejo s starostjo, končajo se z mladostjo. In tudi naslov prve zgodbe na to nekako nas uvede, ker prva zgodba nosi naslov Ristanc nazaj, vsi poznate Ristanc, ne? No, to je pa nazaj, ne? In veste, da nazaj je težje igrati in prej narediš fuč, ne? Oziroma se zmotiš, ne? In te ženske se dosti motijo tudi, ali pa jih dosti tudi zmoti v smislu od zunaj, ne. Ko sem prihajala sem skozi tukaj park, sem pravzaprav povsod videla tako podobo, ker so ti lampioni osnovnih šol, ne,
in je skoraj vsak lampijon zrcalo te hiše. Hkrati pa je točno taka luna, da nas zunaj, točno enaka. Ne se opravičujem, ta crkuje, ta pa se zunaj se pa debeli. Ja, obrnjena je, ja, točno. Ja, si tudi ti opazila. Še nekaj sem pomislila, ko sem prihajala sem, da sem pravzaprav tako zgodbo jaz napisala v prejšnji zbirki kratke proze, pozneje se pomeniva, pri kateri ena protagonistka gre z gradu proti centru Ljubljane in nekam žalostno osamljeno gleda voajersko v okna, ki so razsvetljena v teh domovih in za katerimi razmišlja tudi, kaj vse se za temi okni dogaja. In tista misel je ostala v tisti kratki zgodbi nedokončana, najbrž zato, da sem jo dokončala v tej zbirki. A sem odgovorila na tvoje vprašanje? Ja, morda še samo to, kaj se pa dejansko za temi okni dogaja. Vprašanje glede zgodb, odkot črpaš navdih in seveda vse te situacije, koliko je avtobiografskosti v teh zapisih. Torej, najprej, kaj se za temi okni dogaja ali pa tudi kaj se na ulicah tega mesta, teh vasi, kaj se ob drevesih dogaja, je pri meni tako, da hodim ali pa kolesarim ali pa karkoli počnem in ujamem besedo, ujamem stavek, ga preberem morda kje. In potem, če hoče biti zgodba napisana, v meni ta stavek ostane ali pa ta beseda in gre svojo pot. Se pravi, kljub temu, da se je morda to zgodilo v meni zelo znanem ali pa v popolnoma neznanem okolju, je moja domišljija potem tista, ki pelje zgodbo naprej. Čisto primer. Enkrat sem stopala po Celovški in je mimo mene, oziroma za mano so hodile 3 deklice in ena je izjemno grde besede uporabljala, izjemno grdo govorila in se hvalisala drugima 2, kaj se je z njo dogajalo prejšnji teden, ko je bila totalka pijana, kaj je počela s nekim neznanim fantom in tako naprej. Skratka, mene je res do skrajnosti bolelo, kar sem nehote slišala. Ampak dekleta so se seveda potem počasneje shodila od mene, pa tudi nisem mogla loviti na ušesa in tudi nisem želela in zgodba je ostala v meni in popolnoma nedokončana in pravzaprav in medias res sem jo jaz slišala in je pri meni pravzaprav odzvanjala drugače, kot je mogoče v resnici bila. In sploh ni pomembno to, zaradi tega, ker resnica vsakdanjega dokumentarnega življenja ali pa ta resnica, ki jo napišemo, je enaka. Je lahko enaka v smislu, da kot sem v baladi o drevesu napisala v uvodni besedi, da včasih ne vemo, kaj se je res zgodilo in o čem smo prebrali, ker je lahko oboje zelo boleče, ampak da je življenje pravzaprav še bolj boleče, zato ker traja, medtem ko knjigo pa lahko zapremo in odložimo. Torej, koliko pa je avtobiografskosti v teh zgodbah? Ja, čisto vse so avtobiografske in nobena. Torej, zaradi tega, ker kako bom pisala drugače, kot pa tako, kot sem tu jaz, ne? Se pravi, tudi če se čisto popolnoma izmislim osebo, kot naprimer skoraj vsako, ampak ta hip sem se spomnila na zgodbo z naslovom se ne spomnim, topniški položaj. In tam sem si popolnoma zmislila zgodbo. Čeprav prababica je vseeno, tudi tisto zgodbico sem pa le ujela podobno nekoč, nekje. Torej, to, kako se 2 dekleti, 2 arhitektki pogovarjata v lokalu, je lahko čisto vsakdanja zgodba. Jaz nisem arhitektka. Imam sicer moža arhitekta, ki je pa silno nezgovoren in se ne bi toliko pogovarjal kot tisti dve, ne. Torej, ampak kako pa se je zgodba pletla, se je pa pravzaprav porajala v moji, ne samo glavi, ampak tudi v mojem doživljanju. Se pravi, je to tudi po svoje avtobiografska zgodba.
Ne? Čeprav nisem nezakonska, čeprav nimam takih usmeritev, kot jih ima ta ena od teh dveh, ki pripoveduje zgodbo. Čeprav nimam nobenih takih prababic, pradedkov in tako naprej. Je del mene. No, če samo za hip še ostaneva pri tem vprašanju avtobiografskosti, v zbirki je tudi zgodba, ki govori o neki pisateljici, ki se posluži rokopisa, ki ga zagleda na mizi in ga želijo v založbi zavreči. Si kdaj se oprla na kak rokopis na ta način, ne samo seveda direktno, da bi ga prevzela od nekoga, ampak katera pisava, glede na to, da veliko predavaš o slovenski in svetovni književnosti, pravzaprav kateri rokopis v smislu slovenske besede ali pa neke literarne besede ti je najbližji? Na to vprašanje bom odgovorila, obljubim, ampak prej vam moram še nekaj drugega povedati. Moja dobra prijateljica je Anja Mugarli, oziroma moram priznati, da sem si jo posodila od naše Katarine, njena prijateljica je. In z Anjo sva zelo veliko skupaj, tudi prihaja k nam domov. In zadnjič sva tudi, ko si imela literarni popoldan v soboto, sem jaz imela uro za njo, tudi jaz dogodek, tako da sva tudi na knjižnem sejmu bili skupaj. Zanimivo je to, da je Anja letos poleti izdala zbirko kratke proze, v katerih so protagonistke ženske in te protagonistke si sledijo od male deklice do starosti, obratno torej kot jaz, ne? Risali naprej, tako. In ena od zgodb je plagiat, v kateri govori o tem, kako je njej ukradla, protagonistki, prvoosebni pripovedovalki, urednica ukradla ideje, oziroma celo niti ne urednica, bolj svetovalka za literarno ustvarjanje. Tako da je to zanimiva podobnost. Nismo vedeli ena za drugo in se temu smejeva. Zdaj pa, da se vrnem k tvojemu vprašanju. Vsekakor sem se za študij slovenščine odločila zaradi občudovanja slovenskega jezika in slovenskih avtorjev in sploh ljubezni do branja. Ko sem šla v srednjo šolo, sem imela že nakopičeno, mislim, da čisto vse branje otroške in mladinske literature v naši knjižnici, pa že tudi še kaj naprej, skratka bila sem knjižna molka, bogomolka, tako prav. In tako da verjetno vse skozi je name so vplivali avtorji, sploh pa, ko jih zdaj proučujem in dijakom o njih govorim, najbrž se vidi, ko predstavljam avtorje, katerega zelo občudujem. Mislim, da se vidi to, ne? Imam dva bivša dijaka tukaj. Torej, naprimer, ko obravnavam Cirila Kosmača, ga predavam najverjetneje z vsem žarom, ker obožujem njegovo brušenje jezika, njegov odnos do slovenščine, kako je on vsako stvar hotel dati na svoje mesto, kot je treba, ne? Kot z vsem spoštovanjem. In glede na to, da mislim, da sem večkrat prebrala vsa njegova dela, mislim, da je precej vplival name. Enako recimo Ivan Bregelj, tudi občudovanje vreden, tudi Cankar. Čeprav nimam njegove grenkobe, ker imam bolj optimističen odnos do življenja. Ampak drugače pa vem, da se mi zapišejo kakšne besedne zveze, ki jih tolikokrat ponovim v razredu, ker to preberem. Recimo, ne vem, kad preberem nekaj pri Kafki ali pa pri Camusu ali pa pri slovenskih avtorjih, ne. Pa tudi vidim, da močno vpliva name tudi zadnja branja, recimo, ne. Moram pa povedati, da imam zelo rada tudi filozofijo in da skoraj vedno imam tudi eno filozofsko delo na nočne marci. Zdaj smo kar marsikaj razkrili o preteklosti, o občudovanju tradicije. Zdaj pa bova seveda tudi midve v slogu ristanca, čeprav ne nazaj,
ampak naprej skočili v sedanjost ali pa vsaj k vprašanju literarnih talentov. Namreč omenila sem že, kako zelo se podpira zdaj in seveda na vsak način poudarja ženska literatura, ženska književnost, ženske avtorice. In pravzaprav je to že, če je ženska nekako literarna junakinja, sama po sebi danes neka zgodba o literarnem uspehu. Hkrati pa seveda se vidi v tvoji zgodbi, da si v tem žensko-moškem razmerju in odnosu vendarle tradicionalistka v smislu neke Platonove paradigme, da tudi če so glavne protagonistke, junakinje in seveda tudi tiste, ki pišejo vse te zgodbe, bodisi v prvoosebni pripovedi, četudi so to ženske, pravzaprav čisto v vsaki zgodbi vzpostavljajo odnos do moškega. Torej, absolutno je poudarjam, kako zelo potreben je ta drugi, ta Platonova druga polovica, če se spomniva na njegov mit o androginu in tebi ljubi filozofiji, da je pravzaprav vso človeško, da so bogovi človeka nekako razpolovili in je zdaj vso njegovo življenje hrepenenje po drugi polovici. Tako sem s tem, na nek način ustrajaš. Ja, samo mislim, da torej, ta tradicionalen odnos mogoče je malo spremenjen v pomenu, da ženska ni podrejena moškemu, ne, v tem pomenu, ampak da išče res svojo plat. Nekatere razočarane ženske v teh zgodbah se odločijo tudi za samost oziroma tudi ali pa jim je usvojena ta samost. Druge so morda zaznamovane s preteklostjo, ne, kot sta recimo tisti dve ženski v domu za ostarele. Ali pa, torej nekatere so pa ranjene, res. Ali pa celo ta hip se jim dogaja, ta rana, ta bolečina. Ali pa še celo se bodo odločile, se jim bo zgodilo to, ker so še majhne ali pa karkoli. Skratka, v tem pomenu, torej, moram iti tudi k romanu Gorica, kjer so tudi tri protagonistke, se pravi tri prvoosebne pripovedovalke, dve sta starejši, oziroma ju spremljamo kot roman rasti od majhnih otroških časov let do starosti. In ena je pa hči ene in je torej najstnica, mlada ženska, ne? Potem jo tudi spustimo. Tri nepomembne ženske za Gorico in Novo Gorico, hkrati pa popolnoma pravzaprav zrcali se v njih, da se v njih te dve mesti, ne? In spomnim se, zato sem tudi ostala pri treh ženskah, ko sem šla po ulici, Rjavčevi ulici, po Aleji slavnih, sem štela, kdo so tam, ne, Engelbert, Besednjak in tako naprej, in sem se rekla, kje pa kakšna ženska, in pridem do ženske. Sem prišla do ženske, to je bila Ljubka Šorli. Obloze to ne? Ja, torej, samo ena je, ena sama. Tudi v Novi Gorici ni nobenega spomenika, nobeni drugi ženski, s tem, da se dve pa ustanovi imenujeta po ženskah, ne. To sta Milojka Štrukelj pa Julke Pavletič, vrtec pa osnovna šola. No, ampak tudi tam so, pravzaprav, zakaj je ženska glavni lik? Zato, ker je, zato, ker čuti, zato, ker bolj doživlja. Moški so se tam borili, moški so zidali. Zdaj, tukaj v teh kratkih zgodbah ne moram reči ravno, da moje ženske čustvujejo, ker to ni zelo čustvena besedila. Najbolj čustveno sem celo vrgla ven, ne. Ja. Ampak so ženske, ki doživljajo. Zakaj sem si izbrala ženske like? Lahko bi rekla, zato ker sem jaz ženska, ampak potem bi rekli, ne zna pisati skozi moške oči, ni res. Prvi moj roman mladinski ime mi je Jon
kjer je glavni lik Jon, fant, in ta roman je bil kar sprejet. Pa tudi v zbirki pozneje se pomeniva, sem kar nekaj zgodb napisala z vidika skozi moške oči na žensko. Zakaj torej, zdaj tukaj v tem pomenu pa, ja, jaz priznavam dva spola v teh zgodbah, čeprav, kot sem rekla, se nekatere ženske odločijo za drugačen način življenja, ne v moškem. Pa vendarle, da ne bova samo postavili nekakšen okvir zgodb oziroma te zbirke kratke proze, bova zdaj tudi zajadrali v njeno vsebino. Omenjeno že je bilo ta uvodna izpostavitev igre Ristanc. Vsi vemo, da je to pravzaprav igra, ki nas uči, kako narediti pravi skok. To je lahko tudi seveda simbol prave stopinje v življenju. In da je to igra, v kateri se učimo, kako hitro smo iz tega življenja pravzaprav izvrženi. In kot si že omenila, je seveda ta pot nazaj še toliko bolj težavna, ta skok nazaj, še toliko bolj težaven. Hkrati pa je ta perspektiva, ki si jo izbrala od najstarejše nekako protagonistke nazaj k otrokom, tudi neko, bi rekla, psihoanalitično zasnovana zbirka, kot pot, človekova pot skozi njegovo intimo, njegovo iskanje, njegovih osebnih travm, bolečin. Nenazadnje je kar nekaj takih zgodb, ki govorijo o tem, o tej zaznamovanosti s preteklostjo, z družino, z odklonjenostjo, z mogoče tudi tragedijo, kot zadnja zgodba, ki govori o požaru in deklici, ki je zaradi tega izgubila na nek način svoj dom. Drži, pa tudi zdaj, ko sem gledala kazalo, sem se spomnila pravzaprav, koliko zgodb ima tudi to sporočilnost videza in resničnosti, koliko je pravzaprav tega lažnivega, zunanjega sprenevedanja, odzad se pa odkriva pravzaprav ena drugačna resničnost. Namreč pred očmi mi je ta zgodba Samo dihati, ko se v sanatoriju oziroma sreča z žensko, ki si je izmišljevala oziroma bila zelo prepričljiva v tej svoji, lahko rečemo, vzporedni poti življenjski. V bistvu si izmišljuje svojo identiteto. Identiteto, tako je, prav neverjetno. No, v glavnem, hočem reči, da tudi to je pravzaprav del, recimo temu travme, da se ženska, da se liki pravzaprav ne uresničijo. Sicer ob ženskah so tudi moški, ki se prav tako ne uresničijo, marsikdaj, ali pa marsikaj prikrivajo, tam pa še mogoče še malo več. Zdaj ves čas govoriva o tej rdeči niti zbirke, torej ženske protagonistke, pot skozi življenje, pogreznjenje v svojo lastno identiteto in preteklost. Pa vendarle morava poudariti, da gre resnično za zbirko kratkih zgodb tudi v pogledu pestrosti te zbirke. Samo nekaj bi pa še povedala, da pravzaprav sploh nisem imela v načrtu, ko sem pisala to zbirko in ko smo se tudi mi že začeli dogovarjati. Nekaj zgodb je bilo že prej objavljenih oziroma nagrajenih tudi na kakšnih literarnih natečajih. In to, da bom dala besedo ženskam, sploh nisem razmišljala. Šele, ker je 21 zgodb, šele pri eni 16 se mi je to pravzaprav posvetilo, da pravzaprav imam vse po vseh zgodbah protagonistko, tudi tretjo osebno, prvo osebno, drugo osebno, zelo različno, celo po 9, ki mislita skupaj pravzaprav, razmišljata in tako naprej. In od takrat naprej sem pravzaprav napisala še enih 5-6 za to zbirko. Tako da sem sam hotela ta medklicno povedati. No, moj medklic oziroma klic zdaj, poziv, vprašanje pa je seveda ta pestrost, ki pa se vendarle kaže izrazito
na slogovni ravni, recimo zbirke so napisane v zelo različnih slogih, imamo pisemsko obliko, recimo, pa tako močan, že prav dramski dialog med moškim in žensko v njunem partnerskem prepričanju, da si mi zabičala, da moram izbrisati vse narekovaje, ker to že daje nekakšno dodatno vsebino ali pa dodatno število znakov v tej zgodbi, ki mora biti popolnoma jezikovno redundantna. Jaz sem si predstavljala ta dialog brez premorov namreč. Tako sem si ga predstavljala in narekovaji bi pomenili premore. Namreč cela zgodba je resnično od prve do zadnje vrstice zgolj dialog. Tako da, ko sem, moram povedati, ta pestrost žanrov oziroma načinov slogov pisanja, če bi lahko, bi še pisala različne sloge, ker mi je bilo to totalno veselje, ko sem ugotovila, da so pravzaprav zgodbe zelo različnih slogov in mi je bilo to skoraj eksperimentalno. S tem, da sem dala vseeno prednost vsebini, ne da bi se šla eksperimentalnost. Ampak se pa vidi seveda ta izredno obvladovanje žanrov, kar je najbrž tudi seveda posledica profesorskega poklica, velikega znanja o vseh teh, od dramske miniaturke, kot bi lahko poimenovali ta dialog, do seveda skorajda esejističnega zapisa, pa do neke vrste stare kronike, ki je posvečena zgodba Učitelj, ki tudi vsebinsko sega v preteklost, v čas vojne. Skratka, kako ali je vsebina narekovala na nek način ta nabor, koliko je bilo tu zavestnega? Torej, to recimo sprenevedanje dveh stark v domu za ostarele, ki se pogovarjata zelo prazno, bi lahko rekla, pa tako razočarano, sem si zamislila, kaj pa je za tistimi besedami, ki jih izgovarjata, in sem zgodbo dala, torej njune misli sem dala v oklepaj. Tako da to, kar se oni dve razmišljata, mi vemo, oni dve pa ne, ena za drugo. Ampak se tudi, lahko rečemo, v mislih opravljata eno drugo, ranjeni pa obe. No, nekatere zgodbe, kot si že omenila, so postavljene tudi precej v preteklost. Ne vem, izpred 100 let, pa druga svetovna vojna, celo druga svetovna vojna se dotaknem, vaškega okolja, mestnega okolja, zelo različno. Torej, slog se mi je sam od sebe, sem se mu ponudila. V smislu, moj način pisanja je tak, da ko pride zgodba vame in hoče biti napisana, kot sem že prej rekla, takrat potem jaz mislim na to zgodbo, razmišljam o njej in čas, ko kolesarim, vozim, kuham, skratka, ko sem na kakšni dolgočasni konferenci, a to se snima. Takrat jaz običajno razmišljam o teh svojih zgodbah. In takrat tudi se zgodba piše že. In se piše na način, kot hoče biti napisana. Ali bo to dialog, ali bo to dokumentarnost, zelo različno. In se prepustim temu. Zelo rada imam tudi zamolke, v smislu, da ne povem vsega, da se zasluti celo odprte konce tudi, da si lahko človek sam predstavlja in celo svoj konec zapiše. Torej, slog mi je pravzaprav, rada se igram s slogom, tako bom rekla. In to recimo zgodba, ki govori o plagiatu, je zgodba o zgodovinarki, ki bo izdala eno precej neprijetno, mislim, tako zgodovinsko knjigo. In je tudi, tam sem se potrudila, da sem slog ubrala nepisateljski. Da je tako malo slaba. Ampak ne v smislu, da je kratka zgodba slaba, ampak da išče besede ona.
šibka je še v izražanju, ker še ne obvlada, ampak bo pa ukrala. No, zdaj sem pa povedala. Dotakniva se seveda tudi naslova zbirke, Zavladati vetru. Zgodba se nanaša na deklico, morda poveš nekaj več o tej zgodbi? Torej, Zavladati vetru je ena od zgodb v zbirki, ki mi je ljuba. Ta zgodba mi je zelo ljuba. Lahko povem celo, kako je prišlo do mene ta zgodba. Klicala me prijateljica in takrat sem bila ravno po operaciji, jo je zanimalo moje stanje in vmes mi je tako mimogrede rekla, veš, da so požgali barake na vrtovih tule v Šiški in tudi njeno barako. Ne? In sem rekla, kdo pa, a se kaj ve, ne iščejo, ampak znajo biti, da je kakšna banda. Ne? Ta dva stavka sta meni sprožila zgodbo iz druge strani. To je zgodba o dekletu, ki pristane v mladinskem domu, v tej hiši, ne, v mladinskem domu, na popravilu, tako kot same sebe. In je ta protagonistka pravzaprav meni zelo žalostno bitje. Ne? In sem na koncu to dekle tudi reče, da bi želela zavladati vetru, ker postavlja se na svoje noge, želi to narediti, nekaj narediti in tako naprej, ampak še ne zna, še ne ve, ne, kako bo. In to zgodbo sem tudi, ko sem jo napisala, poslala prijateljici, ki je profesorica v Logatcu, v tej hiši mladih, ne, in mi jo je skupaj s svojo gojenko pregledala in ta gojenka mi je tudi dala mnenje in sem tudi upoštevala, če mi je nekaj popravila, tako da mi je ta kratka zgodba zelo draga, pa še prvo nagrado je dobila v Trstu, ko sem jo poslala na natečaj. Torej, dala sem naslov tej zbirki Zavladati vetru, tako kot si tudi prej komentirala, ko si zapirala okna, ker je moj karakter, moja osebnost je taka, da zelo želim zavladati vetru. Morate vedeti, da sem Ajdovka, kar pomeni, da jo obvladam burjo. Ne? Tudi enkrat je burja obvladala mene, ker me je trešila v zid in sem en mesec imela pretres možganov, po 14 letih je bilo to. In takrat se je to zgodilo samo zato, ker sem imela roke globoko v žepih in se pišu vetra nisem ubranila, samo tako bi morala narediti, pa bi bilo bolje. Ne? Ampak se mi nisem obranila in spet je lahko to pravzaprav zgodba, ne? Da če imaš roke v žepu, da si lahek plen burje. Takrat, ko sem dala naslov tej kratki zgodbi Zavladati vetru, sem imela tudi to v mislih, da se da zavladati vetru. Ampak moramo pa priznati, ne? Midve sva kovali zbirko že pred korono in takrat je imela delovni naslov, ampak delovni naslovi nič ne pomenijo, ne? Suhi zid. Ja, suhi zid poznate na Krasu, je to zid brez malte, ja? Torej je samo kamen, ki je tako spretno zložen skupaj, da stoji. In ena od zgodb, ki je nastala med zadnjimi pravzaprav. Za to zbirko je suhi zid, ampak se mi ni zdela tako udarna potem na koncu, ko sem končala s pisanjem, oziroma ko sem gledala. Potem sem imela celo namen, ne da bi potrkala, dati nam naslov, ampak se mi je zdela preveč podobna naslovu prejšnjemu, pozneje se pomeniva. Preveč tako bi nakazovala na to intimo, kar pa niso te zgodbe. Ne? Tako kot je tudi Eva Mlinar na naslovnici zelo dobro zasnovala, so in take zgodbe, in take, in take, in take, in celo take omačke. Ja, tako. Tako da so zelo različne zgodbe. Ne? Ja, tako da zato mislim, da je s tem naslovom sva najbolj, tako sva se odločili, no, zajeli. Povedala si, kako zelo draga in dragocena ti je ta ravno naslovna, kratka zgodba, tudi o tej nesrečni deklici. Pravzaprav, ko razmišljam, so vsi, pa ne glede na to, ali se godi zgodba v dialogu, ali
seveda z mislijo na nekoga drugega, pravzaprav pa vendarle so vse te osebe izpostavljene neki samoti. In ta veter je hkrati, če tudi ga želimo zavladati, da nas ne zapelje, zanese na napačna pota, da nas v življenju ne podre, pa je vendarle hkrati tisti, ki nas prinaša k drugemu, drugačnemu, na nove poti. Ja, tako, zdaj, ko ti tako govoriš, razmišljam, da sploh ne znam pisati drugače. Torej, da skoraj vedno izpostavljam, tudi ko sploh pišem otroške zgodbe, govorim o samoti. Torej, ne v smislu, da bi jo niti izpostavljala, niti kovala v karkoli, niti jo obsojala, ampak mislim, da je v meni zavest, to je moja zavest, lahko je v nekom drugem čisto drugačna, da je človek pravzaprav vedno sam. Tudi če je v dvojici, tudi če je v paru, tudi če je v skupnosti, v skupini, tudi če je ob ljudeh, v katerih se zelo dobro počuti, razmišlja svoje misli, nauči veliko, tudi če se dobro počuti, je on sam, je tak. In zato sem mislim, da tudi o tem se ne morem tem izogniti. Zdaj sem se spomnila, ta roman, ki ga zdaj predelavam in meljem, Pija ga je že prebrala, ker je tudi ga ocenila in pogledala. In ona ve to, da sem dva lika, mogoče zaenkrat še malo preveč podobna sta si in zdaj ločujem karakterja njuna, ne. In sem si zamislila za njo, da bi bila taka, ki ni rada sama. In ne morem je narediti žive. Tako da bom morala se še zelo, ampak ne pa, da ne znam. Učiti se moram, ne? Torej izziv mi je to, ne? Hočem poskusiti se, da bom ta lik naredila takega, ki noče nikoli biti sam, ki noče še manj osamljen, ne? Ampak se priznam to. Prej si omenila seveda že nekaj o tej svoji iskrenosti pisanja, o seveda tem skriti avtobiografskosti v slednjem tvojem literarnem zapisu. Govorila si seveda tudi o tem, kako ne želiš moralizirati, Ja. pa vendarle nas nekatere zgodbe tako zelo presunejo, da imajo vendarle tudi neko etično sporočilno vrednost. Prvič je morda to že zgodba z Elijah, ki nas uči tega naključne, ki govorijo o naključnem srečanju starejše ženske v Italiji s prebežnikom, s beguncem, z migrantom, ne. Potem pa seveda je zelo presunljiva tudi zgodbe, ki govorijo o na nek način zlorabah otrok. Berlin govori o kako glasbenik, priznan glasbenik, zlorablja mlada dekleta, ki hočejo šele delati svojo glasbeno kariero. In to so trenutki, ko vendarle pošlješ v ta svet vse etični klic. Ja, torej tega se učim zelo, zlasti pri otroški literaturi, to mi bo Cvetka potrdila, ne, da se ne sme moralizirati, ne, to je res, to je prav imperativ, ne, da otroci sami razberejo, spoznavno razberejo in tega se držim tudi pri svojih zgodbah za odrasle oziroma pri romanih, da moraliziram lahko kjerkoli v drugačnih situacijah in če kakorkoli želim dati svojo noto, je to že lahko rečemo poseganje v tisto, kar se zgodi, ko ta knjiga neha biti več samo v mojem računalniku. Zdaj ne bom rekla ravno v mojem predalu, ne, ker zdaj govorimo pač v predalu računalnika, datoteka, mapa in tako naprej, ko se založba ali samozaložba, ko se zgodi knjiga, neha biti last avtorja.
postane last bralcev. Zadnjič v soboto je na knjižnem sejmu sem imela pogovor s Alessandrom Dabenijo, zelo priljubljenim italijanskim pisateljem, tudi množica, ki ga je prišla poslušati, mu je to potrdila. In se bo prišel še drugo leto, smo se že zmenila. Ja, krasen človek, res. No, v glavnem, in on je ustvaril dveurno procesijo podpisovalcev. Ne? Vsakemu je kaj rekel, ko mu je podpisal knjigo. In z vsakim je kakšno besedo spregovoril. In nervozna urednica je prišla zraven in je rekla, lahko malo hitreje, ne? In on je rekel, ne, jaz se posvetim najmanj 1 minuto vsakemu bralcu in s svojim podpisom in s svojim pogovorom z njim se mu zahvalim za ure in ure, ki bo on sedel, a pa jih že sedi za mojim romanom. In to je tisto, kar je pravzaprav tukaj pomembno, da pisatelj, avtor odda to besedilo. Zdaj pa tukaj glede etičnosti, ne, nima pravice moralizirati, ker to sme bralec, ne. Dostikrat sem bila že priča pri recimo svojem, ne vem, ko so predstavljali moje zgodbe ali karkoli. Zlasti recimo kadar so nagrajene, ko prebereš spodaj, zakaj so nagrajene, pa se samo čudiš, a to so odkrili v zgodbi, ne, a to so videli, po svoje včasih tudi nenavadno, ne, ampak ja, to so in to je prav, da bralec to vidi in odkrije in tako naprej, ne, tako da to je prav. Že kar nekaj si sama povedala o potrebni hvaležnosti do bralcev. Ja. Kako se ti zdi, da bo ta knjiga, da enkrat vprašam tudi avtorja, kar nikoli ne vprašam, sprejeta med bralci, bralkami? Si kdaj razmišljala o tem? Celo tudi že kaj komentirala, da bo ta zbirka najverjetneje marsikoga razburila, ne? Ker je toliko razgaljajočih zgodb, ampak to ne na stereotipen način, no? Mislim, zdaj, ne vem, mislim, če govori o, naprimer, o zlorabah otrok, na poseben način pravzaprav, ne smem povedati, temu se reče biti spoiler, ne? Ne bom povedala. Tako da, no, v glavnem, jaz upam, da bo ta zbirka razburila marsikoga. Tudi lahko pričakujem, Katarina, moja hčerka, je rekla, mama, kar pričakuj, da te bodo spljuvali. Sem rekla, kako pa ti to, saj nisi sploh še prebrala, kajti čeprav si s Katarinom ena drugi berava, prej, preden ti dava Katarina prišla približno do polovice, in mi povedala svoje mnenje, pa ni več mogla. Mislim, je imela delati doktorat, ampak je rekla, veš, Anino zbirko kratke proze so spljuvali, ne? In potem je tudi imenovala, kdo je napisal zelo kritično presojo, moja dijakinja, torej pri domačih vajah je sodelovala tudi, ampak jaz razumem, da marsikomu to lahko tudi ni všeč, ne? Tudi, recimo, ne vem, teme različne, ne? No, morda samo razkrijem zgolj to, da v Berlinu seveda kritiziraš ravno to intelektualno, kulturno, umetniško elito, ki na nek način, slovensko elito, ki na nek način v tej svoji moči, ne, ki jo imajo kot profesori, seveda čaščeni umetniki, ki jo na nek način zlorabljajo za svoje zmešane, pravzaprav, ali pa seveda tudi svoje seksualne in drugačne zavrote. In v tem pogledu gotovo lahko pričakujemo kakšno pikro in ostro besedo, da se morda manj uveljavljeni avtorji zdaj gredo pa to, da se spravljajo na tiste, ki so pa veliki. Jaz sem tudi enega pisatelja sem tudi umorila, ne, v eni zgodbi, ne. Prej je imel celo kratici, taki, da bi se lahko prepoznalo enega slovenskega pisatelja, ampak sem potem spremenila kratici, zato ker vseeno sem s tistim prejšnji kratici sem dobra prijateljica, tako da ga
Ne? No, ja, v glavnem. Tako da sem marsikaj tudi pravzaprav to z umetniki tudi obračunala, recimo temu. Ampak zbirka kratke proze ni obračun, ne? Ni nikakor ne maščevanje, ne. V resnici sem tako različno sestavljala skupaj te zgodbe, da mi je bila ta paleta, širina pravzaprav ljuba, zelo ljuba. Torej, da sem se in zgodovinsko gledano od preteklosti do sedanjosti igrala s dogodki, dogajanji. Tudi prej smo govorili o žanrih, ko sem govorila, recimo, ko govorim o učitelju, sem nalašč malo bolj tak klasičen pristop. Kronološki, pisane kronike na nek način, šolske kronike v tem pogledu. Zidu enako, ali pa tole, ko... Kjevaško okolje se v Suhem zidu je prilagojeno eni kmečki povesti. Tako, ja, in tudi dogajanje je s tem povezano, ne. No, tako da sem se zelo trudila, da sem zelo različne žanre in način, celo mislim, se pravim, da se dotaknem tudi zelo skritih zgodb, kot je recimo, ne vem, ženski alkoholizem, na primer, ne. Ali pa, no, tudi zgodba, ki je nastala ob sliki, sicer pa nismo dali slike, ki je pa iz muslimanskega sveta, ne. Ja, Ajša, zdaj pa seveda za zaključek, predno tudi mi izrečemo hvaležnost naši avtorici, da je bila danes tukaj z nami, še samo vprašanje, odkot ta drznost Mateje Gomboc? Če smo zdaj govorili o vseh 21 in še nekaj ženskah, ki mi je Mateja Gomboc dovolila spregovoriti v svoji zbirki, pa bomo zdaj seveda se stopili še malo v življenjski svet Mateje Gomboc, odkot ta drznost, ta vitalizem, pa vendarle ta, kljub vsem, bi rekla, tegovam, bolečinam življenja, na nek način optimizem, ki poskuša presevati kljub vsemu iz vsake tvoje literarne besede in odkot ta drznost, da kar misliš, začnem lahko zavladala. Začnem z optimizmom, taka kot sem. Karakterno mi je dano se veseliti življenja. Vse skozi, pravzaprav od majhnega že sem in tudi zelo taka aktivna sem bila zmeraj, zmeraj sem nekaj delala, ne. Ampak tole veseljaštvo, tole optimizem, ne vem, kaj ne rečem, to, da vidim zmeraj, a se bo že v redu, ne, je verjetno bilo pogojeno tudi iz malo manj prijetnih položajev, v katerih sem se kot majhen otrok znašla. Včasih so bili kakšni položaji tudi zelo, zelo neprijetni, zelo žalostni, zelo tragični. Že kot otrok sem bila pravzaprav priča očetovi smrti, doma sama z njim in tako naprej. Skratka, življenje me je precej zaznamovalo. In mogoče še nekaj, prej smo govorili o osamljenosti in samoti. Kot majhen otrok sem bila zelo veliko sama doma. In to, kar je zdaj pravzaprav lahko rečemo nedopustno. In mislim, ne ena prva moja kratka zgodba, ki sem jo poslala na literarni natečaj, govori o deklici, ki je sama doma in se zateka, izmišljena, da se razumemo, ne. Mateja se ni zatekala k nikomu, k enemu sosedu, ki živi večinoma na svojem vrtu in pripoveduje zgodbe. Torej, zdaj to vseeno sem pa jaz optimist in sem vse skozi rasla pravzaprav v tem optimizmu in veselju do življenja ampak to pa ni, ker je domišljeno, je to pravzaprav veselje, ni to plitvo, prazno veselje, ampak hočem povedati, da mu hočem dati ime temu veselju oziroma mu najti pravzaprav korenino, ne. Drugo pa je drznost, kaj mi pa še more, vse si drznem, jaz si vse drznem. Zdaj sem že toliko stara, da si smem drzniti, tudi kdaj kakšno rečem, kar mi potem nastavljam zaradi tega, ne. Ampak mislim, da je pošteno biti iskren do sebe, pa do drugega, pa tudi do skupnosti in pisatelj pa mora biti iskren, najprej do sebe, ne. Potem pa tudi do drugih. Mislim, da je to to. Naj s to zgodbo
o Mateji Gomboc. Zaključimo predstavitev njene zbirke kratkih zgodb, 21 kratkih zgodb, številnimi ženskimi protagonistkami in seveda številnimi zgodbami, ki govorijo. Lahko povem še anekdoto, da jih je bilo zgodb več, bilo jih je 22, ne? In sem jaz rekla, ne, to pa ne more biti, taka številka pa ni v redu. Ker nekako nisem mogla sprijeti te številke 22 in 21 pa ja. Ker je to nekako 3x7, ta ljudska pravličnost in seveda blizu literaturi. Skratka, s to zgodbo seveda in v Mateji Gomboc zaključimo to našo predstavitev, ta naš večer in seveda tudi mi izrečemo hvaležnost za zbirko, za knjigo, za iskrenost, za vse te številne vprašanja in številne podobe sveta, ki je lahko boleč, ki je lahko trpeč, pa vendarle nam Ristanc kaže, da moramo vedno skočiti naprej ali nazaj, ampak skok pa je potreben. Hvala Mateja za ta književni skok v kratko prozo in seveda hvala vsem, ki ste danes na Miklavžev večer prišli, ne z iskrenostjo in optimizmom, kakršna je avtorica. Zaključimo današnje Miklavževo srečanje. Hvala, da ste prišli.